Vaš zadnji album Design se še bolj poglablja v synthpunk, postpunk in elektroniko, hkrati pa ostajate zvesti indie punk korenimam. Kaj vas je nadahnilo za ta razvoj, pa če je v London vplival kaj na snemanje plošče? Ne vem, če je bil glih razvoja tega, ki smo prej delali, mislim, da smo bolj nadaljevali neko delo, ki smo ga delali že prej, oziroma nadaljevali smo nekaj, ki smo že s prejšnjo plato začeli delati, tako da iz popa v dizajn, tako da je to bilo nekako čisto nam logično. London pa ne vem, London je bila pa izbira, ker je bil ponudila se priložnost za nek dober studio. Naš producent je navil, da snemamo tam. In pot do tja je bila pa seveda dolga, ker je bila pot z avtom in z ladjo. Bila je krasna pot. Aerodinamična. Kako pa? Aerodinamična. Ja, zelo, tako da smo lahko še en videospot posneli, tako da dobra pot. Kako pa bi opisali album s 3 besedami? Če bi mogli izbrati 3 besede za album. Lahko eno. Lahko tudi eno. Dizajn. Vaša besedila prepletajo slovenščino, srbo-hrvaščino pa angleščino. Kako se pa odločite, v katerem jeziku boste napisali pesem ali pa združili več jezikov v eni pesmi? Pa v bistvu se nič ne odločamo, te stvari se kar zgodijo tako, ne vem, v bistvu ne vem. Ponavadi vsaka odločitev se izkaže za napačno, tako da je vedno drugače na koncu. Mi se nič ne odločimo, mi smo mediji. Ja, ne vem, neki zvezki so bili v igri, pa so se pa neke besede začele pisati not, tako da verjetno se iz tega razvije. Ampak najprej muzika bila vedno. Pesem Slovenec pa spremlja videospot z bogatim kolažem slovenske ikonografije. Ste imeli kakšno posebno sporočilo s tem videospotom za gledalce? Mi smo v bistvu hoteli samo, da komad pride do ljudi tudi čez en drugi medij in čim dlje, ne. Vse ostalo je pa maslo Jermana, režiserja, ki smo pa dolgo skupaj sedeli, sodelovali in razmišljali o tem, kaj bi bilo primerno za slikovni dodatek. Mogoče se mi zdi, da nismo toliko iskali ikonografijo, kakor se je samo od sebe ponujala. Nismo v mediji, po mojem. Ja, ne vem, spot, ja, malo se je spremenil tako, ja, nek kolaž nekih stvari. Mislim, da si lahko vsak interpretira, ja, kakor si želi. Kateri komad pa vam je še vedno zabavno igrati po vseh teh letih? Imate katerega najljubšega? Ne. Vsi. Mislim, vse komade, ki bomo recimo danes igrali, 13 do 15, mislim, da so nam očitno še vedno zabavni. Ne vem, tako, to je v bistvu nekako vedno moto našega benda, da delamo to strastno na polno ali pač ne delamo, tako da dokler bo zabavno, bomo to delali, pa bomo pa naprej videli. Mislim, so komadi, ki nam jih ni več zabavno igrati, no. Tako da te ne igramo, evo. Po mojem bi prej lahko izpostavil tistega, ki ni najbolj zabaven za igrati, kakor pa tega, ki je najljubši. Ne vem, naj ostane skrivnost pred ostalima članoma. Kaj pa je najbolj nenavadna stvar, ko se vam je zgodila na odru? Na morju? Na odru. Smo špila, kdaj na morju? Lahko tudi na morju, če se vam je zgodila nenavadna stvar. Jaz se ful malo stvari spomnim v življenju, tako da je meni vse ful nenavadno. Ne vem, ni bilo nič nenavadnega. Vse je navadno. Navaden pač life, no. Ok, zadnje vprašanje. Če bi se poimenovali Čau Kunigunda, katero zvrst glasbe bi igrali? Če bi bili. Čau, Kunigunda. Ja. Ne vem, etno-punk. Ok. Velenjska riviera. Agro neki. Agro. Agropop. Ne vem. Agropop design.